Okrog 180 delavcev iz skupine Sveja stavka. Delavci zahtevajo izplačilo zapadlih terjatev iz naslova plač za marec in april, lanskega regresa, potnih nalogov in jubilejnih nagrad. Če država do četrtka ne bo izpolnila zahtev in odločila o državni pomoči Sveji, bodo v četrtek predlagali stečaj oziroma pričakujejo, da to stori nadzorni svet podjetja. Sveja naj bi imela trenutno za okoli 700 tisoč evrov naročil, ki pa jih ne more izpolniti zaradi pomankanja obratnega kapitala. Dolgovi družbe skupaj z najetimi krediti ter obveznostmi do delavcev in dobaviteljev znašajo 11 milijonov evrov. Vrata osnovne šole Stara Cerkev v občini Kočevje, ki jo je v nedeljo uničil požar, predvidoma vse do srede ostajajo zaprta. Pogorišče so že očistili, zdaj pa ga bodo zavarovali z zaščitnimi ograjami. Šolo bodo danes obiskali tudi predstavniki Ministrstva za izobraževanje, pristojni za investicije. Škode naj bi bilo po prvih ocenah vsaj za 1,5 milijona evrov. Kriminalisti vzrok požara še preiskujejo. Dolg največjih davčnih dolžnikov, ki ga od aprila na svojih spletnih straneh objavlja davčna uprava, se je v zadnjem mesecu povečal za 11 milijonov evrov na dobrih 905 milijonov evrov. Povečalo se je tudi število dolžnikov. Največji dolžnik ostaja podjetje Maxicom v stečaju, ki državi dolguje več kot 20 milijonov evrov. Po majski javni objavi seznama neplačnikov je svoj dolg v višini 4,8 milijona evrov sicer poravnalo 1067 zavezancev. Podoben delež poravnave davčnega dolga je bil tudi po prvi javni objavi največjih dolžnikov v aprilu. Drobno prodajne cene najbolj prodajanega bencina se bodo v torek nekoliko zvišale, cene preostalih naftnih derivatov pa znižale. Liter neosvinčenega 95-oktanskega bencina se bo ob polnoči podražil za 0,5 centa na 1,48 evra. 100-oktanski bencin pa se bo pocenil za 0,3 centa, dizelsko gorivo bo cenejše za 0,6 centa, kurilno olje pa za pol centa. Danes zaseda mariborski mestni svet po protestih znova v popolni sestavi. Med drugim bo razpravljal o delu varuha bolnikovih pravic in upravljanju avtobusne postaje. Poleg vrste drugih imenovanj in nekaterih prostorskih aktov bodo mestni svetniki danes razpravljali še o lanskih varnostnih pojavih v občini, ki so jih pomembno zaznamovali decembrski protesti. Obravnavali bodo tudi letno poročilo varuha bolnikovih pravic Franceta Prosnika in Energetske agencije za Podravje ter spremenili odlok o upravljanju glavne avtobusne postaje v Mariboru. Policisti so v soboto na gorenjski avtocesti obravnavali 2 tatvini, ko sta neznana storilca izkoristila nepozornost oškodovancev in storila tatvino. Policija zato svetuje, naj bodo vozniki pozorni na sumljive osebe, ki se jim približajo na avtocestnih počivališčih in prosijo za pomoč ali pa jih poskušajo ustaviti na odstavnem pasu. Ponoči bo nekaj več padavin predvsem na severovzhodu Slovenije, ponekod bo zapihal severni do severozahodni veter. Jutri bo spremenljivo oblačno, še bodo možne občasne krajevne padavine. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 15, najvišje dnevne od 20 do 24 stopinj Celzija. V sredo bo večinoma sončno z občasno nekoliko povečano oblačnostjo. V četrtek bo pretežno jasno. Danes v dnevniku televizije Maribor. Ali bodo delničarji podprli 400-milijonsko dokapitalizacijo nove KBM? Slovenski les bodo po novem prodajali na dražbah, bodo žage preživele. S koncertom so zbirali pomoč za dijake glasbenike, ki ne zmorejo plačati šolnine. Novice Štajerske, Pomurja in Koroške ob 18.